Spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli že v tretjem studiu Evropa, ki ga gosti pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Otroci že od oktobra lani ne hodijo v šolo. Ali bodo po koncu zaščitnih ukrepov čutili posledice? Tudi številke so zelo zgovorne, poglejmo jih nekaj. Po podatkih UNESCO je zaprtje ustanov za izobraževanje in usposabljanje na vrhuncu krize zaradi COVID-19 prizadelo kar 1,6 milijarde učečih se v več kot 190 državah. To je 94% svetovnega učečega se prebivalstva. No, vrata teh ustanov so za več kot 60% učečih se po svetu še vedno zaprta, tudi v Sloveniji, in kot kaže, tako je včeraj sporočila vlada, bo vsaj še en teden tako. No, neverjetne številke, ki seveda kar kličejo k poglobljeni razpravi o tem, kje smo in kam gremo. Kaj nas torej čaka? Kako reševati številne in vse hujše stiske ob šolanju na daljavo in kako zagotoviti čim bolj enake pogoje za vse? In seveda, kar mnoge skrbi, kakšne bodo posledice šolanja na daljavo, še posebej za najmlajše, ki imajo s takim učenjem največ težav. No, na ta in druga vprašanja bomo odgovarjali danes z gosti v spletnem pogovoru, in sicer z evropskim poslancem dr. Milanom Zverom. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Državnim sekretarjem na Ministrstvu za izobraževanje Damirjem Orehovcem. Pozdravljeni. Z nami je tudi Maja Kalin, predsednica Dijaške organizacije Slovenije. Dober dan tudi vam. Pozdrav. In psihologinja Špela Reš iz Centra za pomoč pri prekomerni rabi interneta Logout. Pozdravljeni in dobrodošli še enkrat vsi. Pozdravljeni. No, dobrodošlico pa izrekam tudi Manji Toplak, vodji pisarne Evropskega parlamenta, in jo vabim k uvodni besedi. Izvolite. Hvala, Tadeja. Lepo pozdravljeni tudi v imenu pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, kjer tudi v novem letu v našem studiu Evropa nadaljujemo spletne razprave o aktualnih temah. Tokrat se bomo dotaknili v tem trenutku izjemno perečega vprašanja, torej izobraževanja. Čeprav so za to področje v prvi vrsti odgovorne države članice, Evropska unija pa ima pri tem zgolj podporno vlogo, pa so nekateri izzivi, kot recimo svetovna konkurenca, starajoča se družba, skupni vsem državam članicam. Zato je potreben skupen odziv, ko države sodelujejo in se učijo druga od druge. Evropski parlament ves čas podpira tesno sodelovanje med državami članicami in je tudi zagovornik povečanja sredstev za vodilne evropske programe na področju izobraževanja in znanosti. Parlament je tako v nedavni resoluciji zahteval potrojitev sredstev za program Erasmus+. Na koncu se ni išlo tako, kot bi želeli. Kljub temu pa je evropskim poslancem uspelo zagotoviti povišanje sredstev na 23,4 milijarde evrov. Z nami je danes tudi poročevalec Evropskega parlamenta za Erasmus+, to je dr. Milan Zver. Hvala za vašo navzočnost. No, in parlament pa je v tej resoluciji opozoril tudi na daljnosežne posledice pandemije, ki je razgalila digitalni razkorak, zlasti glede dostopa do interneta in digitalnih naprav, kakovosti spletnega pouka ter znanja in spretnosti učencev in učiteljev. Upam, da bomo na današnji razpravi poiskali določene odgovore in rešitve na številna pereča vprašanja. Hvala vsem gostom, da ste z nami, in Tadeja predajam besedo. Hvala. Ja, hvala lepa. No, kot ste ugotovili, bomo govorili o šoli in pandemiji, in spoštovani vsi, ki nas spremljate, seveda lahko se vključite v razpravo, lahko v njej sodelujete, verjamem, da boste želeli goste marsikaj vprašati. To lahko storite preprosto tako, da vprašanje zapišete v komentar na Facebooku, kjer spremljate razpravo. No, pandemija je, kot smo slišali, razgalila marsikaj na področju izobraževanja, predvsem velike razlike, kot je rekla Manja Toplak. Mnogi se soočajo s pomanjkanjem digitalnih znanj, razlike so tudi med učitelji. No, in kot smo tudi slišali, je Evropski parlament konec oktobra sprejel resolucijo o prihodnosti evropskega izobraževanja v okviru COVID-19. Gospod Zver, resolucija vsebuje veliko priporočil o tem, kako zmanjšati razlike med državami članicami na tem področju. Katero od teh priporočil pa lahko Evropa udejanji, glede na to, da je področje izobraževanja vendarle v pristojnosti držav članic?
Ja, najprej hvala lepa za povabilo na to zanimivo razpravo. Res je, Evropski parlament je sprejel kar precej resolucij tudi v lanskem letu na temo izobraževanja, predvsem v skrbi za koronavirus in pa zaradi tega, ker so se morali države članice oziroma njihovi šolski sistemi popolnoma prilagoditi na novo situacijo. Nekaterim državam je to bolj uspelo, nekaterim manj. Moram reči, da ni tako slaba situacija, kot se zdi, tudi kar se tiče opremljenosti z IK tehnologijo, pa tudi kar se tiče veščin. Res je, da je skoraj 40% Evropejcev nekoliko slabše veščih upravljati sodobno tehnologijo, vendar v mlajši populaciji to ni tak hud problem. Zdaj, veliko je bilo tudi tako imenovanega jamranja ali pa dramatiziranja, ampak evropske države so več ali manj sprejemale primerljive ukrepe. Več ali manj so vsi šolski sistemi šli na spletno učenje, ki nima samo negativnih posledic, to se moramo zavedati. Seveda je težko, ker se vrstniki ne morejo v živo družiti. So pa drugače povezani, morda celo bolj kot v normalnih okoliščinah. Pridobili so neverjetno dodatne veščine in jaz mislim, da imajo tudi pri samem pouku so določene prednosti. Meni pošiljajo učitelji in učiteljice pozitivne izkušnje. Vse, kar se tiče personalizacije pouka, učitelji direktno v neposrednem stiku z konkretnim učencem, dijakom in tako naprej. Pa še nekatere druge pozitivne stvari so, tako da, če gledamo vse skupaj, celovito, jaz mislim, da se je Evropa zelo dobro odzvala in tudi Slovenija z njo na izjemno hude okoliščine. Nihče ni pričakoval v prejšnjih letih, ko smo že tudi pripravljali izhodišča za online učenje, da se bo kaj takega zgodilo in da bodo morali radikalno spremeniti šolske politike. Jaz sem pred 4 leti napisal eno resolucijo v Evropskem parlamentu o online učenju, predvsem študiju, in tam smo tudi ugotavljali, da so recimo nekateri predeli sveta, kjer ljudje nikoli ne bi morali študirati na Stanford University, ki ima učilnico 100,000 udeleženci, recimo, pa lahko tudi iz Madagaskarja in tako naprej. Torej, dostopnost je večja v nekaterih segmentih izobraževanja in tudi stroški so bistveno nižji, ljudje pa lahko dosežejo svoje cilje tudi na ta način. In jaz sem celo ponosen na izobraževalne sisteme, zlasti v Evropski uniji, da so se zelo dobro odzvali na nastalo situacijo. Tako je, ja, mislim, da se tudi v tej resoluciji, ki smo jo omenili, Evropski parlament je v bistvu priznal učiteljem in staršem, pa tudi učencem kvalitete in iznajdljivost in ta hiter odziv. Gospod Orehovec, kako pa vi ocenjujete potek šolanja na daljavo v zadnjih mesecih? Ministrica je te dni dejala, da smo v vrhu Evropi po usposobljenosti v učenju na daljavo. Ja, lep pozdrav še enkrat tudi v mojem imenu. Jaz bi mogoče za uvod povedal, da ko se je ta epidemija zgodila v naši državi in v celem svetu, da smo v bistvu na ministrstvu imeli predvsem 3 osnovne cilje. Eden je to, da držimo kontinuiteto izobraževanja, torej da ga ne prekinemo. Zdaj seveda in tako smo takoj že spomladi prešli na izobraževanje na daljavo. Seveda takrat to izobraževanje na daljavo je bilo, bom rekel, z današnjega vidika precej primitivno. Kajti vemo, da nobena država ni bila na to pripravljena. Torej nismo bili, da bi sistemsko se na to pripravljali. Seveda smo v teh začetnih mesecih pridobili določene izkušnje, ki smo jih potem seveda nadgradili med počitnicami, opravili mnoga izobraževanja, nabavili dodatno tehnično opremo in seveda se pripravili za morebitno izobraževanje na daljavo v nadaljevanju, torej v zdajšnji situaciji. In seveda potem, ko smo nekako konec
oktobra oziroma začetek novembra začeli s tem izobraževanjem nadaljavo, lahko povem, da je bilo to izobraževanje kvalitetno na zelo veliki, torej glede na tisto začetno kakovostni ravni. Seveda je pa treba povedati, da izobraževanje nadaljavo v prvi triadi ne bi mogli izpeljati, če ne bi tukaj pripomogli tudi starši, kajti vemo, da je tukaj recimo izobraževanje nadaljavo skoraj da nemogoče brez pomoči odrasle osebe na drugi strani. Jaz ocenjujem, da so se šole zelo dobro pripravile na izobraževanje in da ga zdaj zelo dobro tudi izvajamo. To je bilo torej prvi del. Drugi del, ki je bil nam pomemben, je, da poskrbimo tudi za tako imenovane ranljive skupine in seveda poskusimo tudi do njih dostopati. Tako da so šole na nek način dobile v tistem prvem delu navodila, da so te učence takrat, torej v spomladanskem roku, tudi vabile v šole in za njih organizirale dodatne pomoči oziroma dodatno izobraževanje, tako da so se vrzeli znanja tudi za njih na nek način zapolnjevala. Zdaj v tej fazi seveda načrtujemo, da takoj, ko bo možno, da bomo tudi v tem delu te stvari naredili. Kar se tiče pokritosti, ko velikokrat slišimo, moram povedati, da je pri nas ta pokritost zelo velika, več kot 99%, seveda pa obstaja vseeno nekaj teh tako imenovanih sivih lis. Tam pa so dobile seveda tudi šole navodila, da vzpostavijo stike z temi družinami oziroma temi otroki in da vseeno na nek način zagotovijo izobraževanje, tako da to izobraževanje naj ne bi bilo prekinjeno. Seveda pa, ker že to izobraževanje nadaljavo traja neko določen čas, pa seveda mogoče malo tudi pada motivacija, tako da si na nek način na ministrstvu prizadevamo, da bi se čim prej lahko otroci vrnili v šolo, kot tisti vrtce, kot pa torej šolajoči otroci v šole. Zdaj seveda je to tudi ena od prioritet vlade in upam, da bo v neki doglednem času nam to tudi uspelo, seveda je pa vse odvisno od situacije zdravstvene, ki je ta hip v državi. Seveda pa se tudi razmišlja, da tako kot v vseh državah verjetno in tudi Evropska unija kot takšna, bomo usmerili vse sile v to, da ko se vrnemo, da bomo tudi na nek način pogledali, kakšno stanje je tako na področju znanja, kot tudi na področju tako imenovanih socialno-čustvenih kompetenc in pa seveda to skušali pač v čim boljši meri sanirati. Torej, če odgovorim na vprašanje, naša ocena je, da je torej izobraževanje nadaljavo dobro, da smo verjetno v samem vrhu svetovnem, seveda pa je treba povedati, da izobraževanje nadaljavo težko nadomesti izobraževanje v razredu, zato si vsi skupaj prizadevamo, da bi to izobraževanje bilo čim prej tam, kjer sodi. In pa seveda veliko dobrih stvari se je tudi zgodilo v tem času. Mogoče kot tretja tista stvar, ki smo si jo zadali na ministrstvu, je pa seveda, kar sem tudi že malo omenil, da se usposobijo učitelji in da se tudi njim zagotovi tehnična oprema za to. Tako je ministrstvo in vlada kot celota zagotovila torej mislim, da okrog več kot 25 milijonov za nabavo opreme in v naslednjem meseci v okviru Reacta bo še dodatnih 20 milijonov in pa potem v samem tem okrevalnem oziroma projektu okrevanja pa mislim, da celo 300, kjer bomo seveda poskušali torej sanirati za nazaj in pa seveda tudi vse pozitivne izkušnje formirati za naprej. Ampak gospod Orehovec, če kar nadaljujem, omenili ste trajanje oziroma koliko časa že traja to, da so naši otroci doma. Ne moremo se ravno pohvaliti, da so otroci v Sloveniji najdli doma, da smo tudi potem v vrhu v Evropi. Zakaj je tako?
Ja, zdaj pohvaliti, redno se ne hvalimo zaradi tega. Ne. Zdaj verjetno je naša situacija zdravstvena precej slabša kot v nekaterih drugih državah. Treba je povedati tudi, da mi vseeno imamo možnost za izobraževanje nadaljavo veliko boljše kot pa katera mogoče držav, ki tega nima. Ne. Seveda pa to ne pomeni, da bomo mi vztrajali pri izobraževanju nadaljavo. Mi takoj, ko bo možno, ko bo zagotovljeno, da bo prioriteta, ki rečemo zdravje, na drugi strani prioriteta, ki rečemo znanje, torej prevladala, torej ko ne bo ogroženo zdravje v tej meri bolj kot pa to, da se vrnejo v šolo, bomo to seveda takoj naredili. Morate vedeti, ker res, da mogoče je v javnosti, da mladi toliko ne zbolevajo, ali pa vsaj imajo tako imenovane torej če zbolijo, je to asimptomatsko, torej da ne kažejo nekih znakov. Se je pa v zadnjem času pojavljalo, vsaj ko spremljam, torej se pogovarjamo z zdravstveno stroko, veliko mladih zboli za raznimi boleznimi, ki so povezane z pljuči in pa z srčno mišico. In seveda se potem kasneje ugotovi tudi, da so ti, ne da bi vedeli, tudi preboleli sam COVID. Nočem strašiti, ampak to so neka dejstva, ki so v zadnjem času tudi strani zdravstvene stroke prišla in v našem prostoru je kar nekaj tega. Gospod Zver, kako pa v Evropskem parlamentu komentirate te razlike, da so v številnih državah otroci kljub pandemiji v šolah, naši pa pač že od konca oktobra doma? Samo prosila bi vas, da vklopite mikrofon, ker vas ne slišimo. Torej, v številnih državah pa otroci niso v šoli, ne? Tudi v državah, ki imajo boljšo epidemiološko sliko kot Slovenija. Jaz osebno celo menim, da ne bi bilo potrebno niti septembra otrok poslati v šolo. To, kar je povedal državni sekretar, s tem se strinjam, vendar bi dodal, da so mladi tudi svojvrsten učinkovit medij za prenašanje virusov na starejše generacije in to je tudi en od razlogov, da so šole ta hip zaprte. Se govorimo pogojno zaprte, ker šolski proces izobraževanja itak poteka. Tudi jaz si želim, da bi bila slika boljša in da bi se učenci čim prej vrnili v šolo. Tudi sam imam izkušnjo in si želijo v šolo žive stike z vrstniki, ampak situacija je pač takšna, kot je in tukaj ne gre za neko posebno ambicijo vlade ali ministrstva ali kogarkoli, da bi ne bi želel sprostiti šolskega prostora, ampak ta hip pač ne gre. Samo nekaj bi še dodal glede uvodnega nastopa direktorice, ki je lepo opisala situacijo. Moram samo dodati, da ima za naslednjo finančno perspektivo program Erasmus Plus na voljo 26,4 milijarde, da smo v zadnjih korakih trialoga, pogajanja z svetom, uspeli dobiti še dodatne milijarde, tako da je končna cifra 26,4 v primerjavi z 14,7 milijard, ki smo ga imeli na voljo v prejšnji finančni perspektivi. To je sicer manj, kot je zahteval Evropski parlament, tudi manj, kot smo se dogovorili s komisijo, ampak glede na nastalo situacijo, glede na korono krizo, je to kar v redu izplen in jaz mislim, da bomo dosegli v okviru Erasmusa Plusa na evropski ravni vse tiste ključne cilje. Ti pa so večja vključenost, v teh pogajanjih smo zagotovili tudi možnost, da se starejši vključujejo v razne oblike podprogramov v okviru Erasmusa Plusa, tudi za mlade športnike in uvedli smo 3 nove velike iniciative, o katerih bi morda še v nadaljevanju kaj povedal. Tako je, o tem se bomo seveda v nadaljevanju tudi še pogovarjali. Maja Kalin, kakšne so pa izkušnje srednješolcev s šolanjem nadaljavo? Kakšne so pomanjkljivosti, morda prednosti, kako se znajdete?
Hvala za besedo. Jaz bi se najprej še zahvalila za vabilo. Se mi zdi zelo pomembno, da je tudi v družbi razumevanje, da smo dijaki velik akter na področju izobraževanja, ker dejansko sami doživljamo to. Torej, kar bi jaz mogoče omenila, je, da definitivno se vidi, da je skozi te pol leta, kar smo nadaljavo, se vidijo neke prednosti, recimo tudi, oziroma predvsem izboljšave. Naprimer, da na začetku je pouk v veliki meri temeljil na nas samih, da dejansko tudi profesorji niso bili usposobljeni za tak način poučevanja in da je bila tudi stopnja digitalizacije in hkrati tudi dostopnosti do raznih elektronskih gradiv zelo slaba. In da v bistvu takrat je bilo nekako vsem težko, tako profesorjem kot tudi dijakom in pa tudi drugim akterjem. Se mi zdi pa, da pol med počitnicami je pa bilo par iniciativ, ki so dejansko zelo pomagale pri tem, kako pouk poteka zdaj. Se pravi, predvsem, da je dostopnost boljša, kakor je bilo že omenjeno, čeprav sicer ne še popolna, ampak smo pa na dobri poti. In poleg tega tudi, da veliko več dijakov lahko bolj sodeluje. Se pravi, ne samo kar se tiče same digitalizacije, ampak da je tudi to nekako postala neka ustaljena praksa, kar je sicer žalostno, ampak taka je na žalost realnost. In da dejansko tudi recimo je bila ta odgovornost malo bolj razporejena. Se pravi, da profesorji bolj sodelujejo z dijaki in da recimo je več videokonferenc, kar dijakom zelo pripomore k razumevanju podane snovi in da tudi ni toliko velike preobremenjenosti, čeprav sicer je še vedno. Pa dejansko bi lahko rekla, da kvaliteta je sicer veliko slabša, kar se vsi zavedamo, da si dijaki želimo iti v šole, ker je dejansko težko delati od doma, tudi motivacija zelo peša, razne duševne stiske se pojavljajo, tako da to je definitivno en aspekt, ker ga je treba premisliti. Ampak smo pa videli, da je veliko več odgovornosti in tudi empatičnosti v družbi. Se pravi, da dijaki pomagamo en drugemu in da tudi razumemo stiske drugih in da razumemo, če mogoče smo mi na šoli, ki nam omogoča kvaliteten pouk, da pač res razumemo, da je veliko dijakov, ki pa tega nima, da je veliko dijakov, ki teh gradiv nima in da so se pojavile razne socialne iniciative, se pravi razne inštrukcije in druge stvari. Tako da se mi zdi, da tudi ta generacija bo veliko dobila iz tega, se pravi predvsem razno odgovornost, da res čutimo odgovornost do družbe in tudi do samega sebe, da recimo smo tudi šolanje začeli imeti bolj kot neko vrednoto, kakor neko stvar, ki jo moramo narediti. Ampak je pa definitivno težko delati nadaljavo, to lahko povem čisto iz zasebnih izkušenj, da je veliko slabše kakor v živo, ampak je pa definitivno nekako sam na sebi temeljiš, da pač narediš svoje odgovornosti in da konec koncev pobereš nekaj iz teh časov. No, ampak verjetno ste v posebnem položaju dijaki zaključnih letnikov, tudi sami ste maturantka, če se ne motim. Ministrstvo sicer sprejelo oziroma določilo neke spremembe pri maturi, a vam bo to olajšalo položaj? Ja, jaz bi rekla, da definitivno nam bo tudi, mi smo se na organizaciji zelo trudili, da bi bil naš položaj razumljen in da bi v skladu s tem prilagoditev mature bila, ampak moramo pa se zavedati, da to ni edina stvar, ki jo mi nekako potrebujemo, da če se predvsem dijaki zaključnih letnikov ne vrnemo pravočasno v šolo, bo v bistvu vse nekako, če lahko rečem, za brez veze. Ker dejansko nismo dovolj kompetentni, recimo v primerjavi z drugimi generacijami in tudi recimo šole so zelo različne ena med drugo, se pravi, nekatere imajo bolj kvaliteten pouk, nekatere manj. In tudi ne moramo toliko nekako ponotranjiti tega znanja, ki smo ga dobili. In zaradi tega je vračanje v šolo toliko pomembno, da mi razumemo, da pač v šoli veliko več dobimo iz tega izobraževanja in da v skladu s tem nekako moramo to snov, ki smo jo predelali nadaljavo, tudi ponoviti v šoli, v živo s profesorjem, ker je to veliko lažje. Dobili smo sicer tudi že nekaj vprašanj iz studia oziroma iz Facebooka, ampak še morda odpremo še eno drugo področje. Pediatri so namreč opozorili, da je šolanje na domu že začelo vplivati na zdravje otrok in mladostnikov, predvsem na psihološkem področju. Gospa Reš, verjetno ne bi smeli spregledati tudi težav zaradi pogoste rabe računalnikov. Se že kažejo morda kakšne posledice? Ja, lep pozdrav, hvala za besedo. Ja, seveda jaz na tem področju, kjer delam, na področju zasvojenosti prekomerne uporabe spletnih vsebin, opažam porast. Mi imamo porast svetovalcev, ki potrebujejo pomoč. Tisti, ki so že prej bili pri nas vključeni, imajo bolj intenzivne težave, tako da nekako posledice prav gotovo so.
nadzorujejo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije med šolanjem nadaljavo? A lahko prosim ponovite vprašanje, je prekinila veza. Vprašala sem vas, kako naj starši nadzorujejo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije med šolanjem nadaljavo. Ja, to je kar zahtevna naloga. Seveda sogovorniki so lepo predstavili, kako je pravzaprav sam sistem šolanja nadaljavo napredoval od pomladi. In res je tako. Moramo se pa zavedati, da na tem spletu, na tem področju, na tem mrežju ni samo šola, na tem spletu so tudi zabavne vsebine, je tudi YouTube, so tudi serije, so igre, so tudi bolj mamljive vsebine, ki seveda mlajši, ko je otrok ali pa manj, ko ima neke odgovornosti, vestnosti do šole, bolj so za njega mamljive. In tukaj jaz opažam težavo pri preklapljanju teh vsebin, tako da so starši tukaj res nepogrešljivi, še posebej pri mlajših otrocih, osnovnošolcih. Lahko si pomagajo seveda z različnimi aplikacijami, s katerimi za tisti čas šolanja neprimerne vsebine blokirajo, ustavijo. Lahko si pomagajo s tem, da si naredijo načrt, nek urnik dneva, pri čemer je zelo pomembno imeti začetek in konec. Nevarnost tega dela in šolanja od doma je, da smo lahko kar razpoložljivi preko celega dneva. In je zelo pomembno, da imamo tudi konec, torej konec takrat, ko se šola konča, tako kot v šoli, ko pač je pouka konec. Otrokom lahko pomagajo s tem, da pomagajo pri organizaciji dela. Veščina, torej sama veščina organiziranja dela je doma težja in otroci, posebej tukaj poudarjamo osnovnošolci, otroci prve triade, te veščine nimajo. In tukaj je ta vloga staršev res nepogrešljiva. Pomembno je, da skrbijo tudi za ustrezno gibanje, da skrbijo za spalne navade, za spalno rutino, ker to so tiste stvari, katere v praksi opažam, da se najhitreje narušijo ob prekomerni uporabi spleta. Vendarle pa starši niso strokovnjaki, niso pedagogi in verjetno jih otroci tudi drugače dojemajo kot učitelje, a ne? Tako je. Starši so popolnoma v drugi poziciji in zaradi tega seveda potem prihaja še do toliko večjih razlik med učenci, a ne? Seveda individualizacija je tukaj okej, ampak razlike med učenci so zaradi tega in dijaki seveda so zaradi tega toliko večje. In tudi, če imamo v mislih recimo otroke s posebnimi potrebami, mladostnike, ki imajo neke čustvene težave, stiske, seveda starši tukaj niso opremljeni in so pred zelo, zelo zahtevno nalogo. Čustveno zahtevno. No, zdaj pa predlagam, da kar pogledamo prvo vprašanje od naših gledalcev. Marjana Čopi sprašuje, na kateri osnovi veste, da je izobraževanje kvalitetno? Ali je bila narejena kakšna evalvacija, kakšna raziskava, verjetno vprašanje za gospoda Orehovca in za gospoda Zvera? Če lahko. Mogoče še to, kar je prej gospa pred mano, pa res mislim, da povedala. Jaz mislim, da so starši zelo ključni, predvsem pri mladih, mlajših otrocih. Ker starši je lahko tisti, ki reče, tako, zdaj pa greva na sprehod, zdaj pa gremo to aktivnost upravljati. Skratka, na nek način lahko starši tukaj pripomorejo, da je ta navezanost na IKT tehnologijo manjša. Seveda, zdaj z starostjo verjetno ta vpliv staršev se zmanjšuje, ampak jaz mislim, da ni potrebno ne vem kakšnega znanja, da to starš naredi. Kar se tiče tega, seveda je bilo kar nekaj raziskav narejenih, sicer niso bile mogoče tako celostno in poglobljeno. V samem začetku so jih celo kot anketo na nek način naredili sami starši, da smo v bistvu dobili tudi mi na ministrstvu povratno informacijo, kaj se dogaja, in na drugi strani seveda je tudi delal Zavod za šolstvo in pa seveda tudi določene fakultete, in smo dobili seveda določene informacije, da smo lahko na nek način tudi usmerjali in to izobraževanje nadaljavo. Seveda,
ne moremo, torej izobraževanje daljivo je lahko od posameznika do posameznika različno, seveda odvisno od njegovih kompetenc, ampak gledajte, tudi sicer izobraževanje ni vedno enako, tudi ko se dogaja v razredu, ne, učitelj pač to izobraževanje izvaja na tak način, drugi na tak. Mi smo na nek način zagotovili država kot takšna, pač koliko toliko enakovredne tehnične možnosti, da se to zgodi, seveda je pa v veliki meri odvisno, kaj posamezni učitelj s tem naredi. Glede na to, kako je bilo to izobraževanje na začetku formirano in kako danes, je to velik napredek. Rad bi to povedal, da so učitelji v teh 9 mesecih napredovali vsaj za toliko, kot bi potrebovali, če ne bi bili prisiljeni v 10 do 20 let, to je neka ocena na področju digitalizacije. Ne. In seveda, mi smo to uspeli narediti, seveda pa ni situacija individualna, mislim, ni idealna. Moram pa to povedati, da je pa to veliko boljše, da izobraževanja sploh ne bi bilo. Ponekod izobraževanja, sicer mogoče to ni v Evropi toliko, nekje v nekaterih državah v svetu pa ga sploh ni, so že 9 mesecev zaprti, ne, in zdaj, če to primerjamo, je to veliko boljše. Ne, ampak seveda ne bi se z njimi primerjali. Ne. Mi moramo stremeti k temu, da učenci, otroci ohranijo to učno kondicijo, z tem izobraževanjem nadaljavo to počnemo. Seveda, da pa potem, ko se vrnem, upam, da bo to čim prej, da pa te stvari potem na nek način tudi v razredih, učitelji, ki dobro poznajo otroke, tudi na nek način dopolnijo. Seveda, tako na področju znanja, kot pa seveda tudi potem na področju socialno-čustvenih kompetenc. Seveda pa tukaj moramo povedati, da imamo v Sloveniji edinstven primer oziroma ena od redkih držav smo, ki imamo zelo dober sistem tako imenovanih svetovalnih delavcev in ti so ključni za pomoč v tem delu. Seveda ob prihodu ponovnem v šole je že sedaj, torej Zavod za šolstvo dal navodila, kako pristopati v teh primerih. In pa seveda, če bo potrebno, bo seveda se to vključila tudi zdravstvena stroka, če za tiste težje primere. Gospod Zver, želite morda vi na to temo kaj dodati? Je bila narejena kakšna raziskava, je bilo preverjeno, ali je izobraževanje doma oziroma nadaljavo kvalitetno, kako kvalitetno je? Če lahko mikrofon vklopite. Torej, hvala za vprašanje. Celovite analize se bodo delale šele v prihodnosti, v naslednjih mesecih, pa tudi letih. Sedaj lahko ocenjujemo samo po posameznih primerih. So primeri, kjer se učiteljice pohvalijo, da kvaliteta ni nič slabša, kvaliteta pouka na ta način in da bodo standardi znanj recimo nekaj podobnega, kot bi bili sicer. Mnogi sicer opozarjajo, da bodo slabši, mogoče bodo analize res pokazale, da je kaj slabše, ampak da bi pa lahko govorili o nekakšni izgubljeni generaciji, ne, to pa zagotovo ni mogoče. Jaz še enkrat poudarim, ravno ta generacija je pridobila zaradi okoliščine nekatere nove veščine, izkušnje in znanja, ki bodo zelo prav prišle tudi v prihodnosti pri funkcioniranju šolskega sistema, ne. No, kar se tiče vpliva covida na Erasmus, bi se samo to rad poudaril. Lani smo praktično je kriza ujela na terenu, na mobilnosti kar 160.000 mladih in kar 2/3 mladih je moglo opustiti svojo željo, ne, da bi odšli v ljubljeno destinacijo. Po drugi strani pa je treba vedeti, da so tisti, ki so že bili, se znašli ravno na ta način, da so na virtualen, online način zaključili svoje bivanje, študijsko bivanje v tujini. Tako da je tudi v tem primeru ta način, ta pristop zelo pomagal pri doseganju nekaterih ciljev znotraj Erasmusa plusa. No, morda bi še to povedal. V 90-ih letih, se spomnim, smo imeli obratno situacijo. Gospa Reš je danes ugotovila, da je govorila o
preveliki uporabi in odvisnosti od te tehnologije. V 90-ih letih smo tekmovali z drugimi državami, koliko odstotkov mladih uporablja, recimo, ne? In je to bil en indikator napredka, skratka pozitiven indikator, ne? Danes skoraj opažamo, ne, da je situacija postaja ravno obratna in da ne prevelika raba IKT tehnologij, ne, je kakovostni indikator, ne. Maja, slišali smo, gospod Zver pravi, da ne gre za izgubljeno generacijo. Kaj pa vi mislite, kakšne bodo posledice za vas? Ali ste izgubljena generacija? Ja, jaz bi rekla, da nismo izgubljena generacija, ker se mi zdi to malo pretirano, ampak moramo pa se zavedati, da je generacija na veliko slabšem položaju. Da se mi zdi, da ne bomo tako kompetentni sploh v znanju s prejšnjimi generacijami in s bodočimi generacijami. Se pravi, da je to ena velika stvar, na kateri izgubljamo mi dejanski potencial. Pa ne zato, ker bi recimo se ne hoteli sami potruditi, ampak ker so dejansko pogoji slabši. V smislu, da recimo tudi znanja ne preverjamo v tako veliki meri nadaljavo, kar pomeni, da ga dejansko ne pokažemo oziroma ga ne prevzamemo v tako veliki meri. In se je treba zavedati, da nekatere stvari bodo definitivno slabše. Tudi recimo socializacijski vidik, če pomislimo, da predvsem dijaki ali pa recimo čisto majhni otroci dejansko temeljimo v zelo veliki meri na socializaciji. Se pravi, da smo navajeni, da po šoli se podružimo, da se med odmori družimo in da je to zdaj en velik minus. Pravi, da upam, da ne, ampak me skrbi, da bo celotna generacija postala malo bolj, če lahko rečem, robotska. Spravi, da ne bomo toliko znali dejansko komunicirati in se socializirati in da bomo vsi nekako malo bolj temeljili sami na sebi, kar se mi zdi pa, da je definitivno minus, kar se bo tudi videlo v družbi. Gospa Reš, prej ste govorili o rabi računalnika. Vemo, da računalnik lahko uporabljamo za različne namene. Zdaj me pa zelo konkretno zanima, kakšne posledice ima lahko pravzaprav učenje nadaljavo. Kakšne posledice za mlajše učence, kakšne za starejše, lahko pusti kakšne negativne posledice to, morda pozitivne, ne vem. Ja, vsekakor posledice obeh vrst. Pozitivne so vsekakor to, kar je že gospod Zver omenjal, da se dela na tudi mladi otroci določenih ustrezne starosti, bom tukaj rekla, seveda lahko razvijajo tudi IKT veščine, dajmo reči temu konstruktivne uporabe naprav. Čez noč smo se morali pravzaprav prilagoditi, ne? To je koristilo verjetno marsikomu tudi, ne? To je koristilo in ravno tako učiteljem. Postavlja se nek sistem. Sistem, ki je bil mogoče prej postavljen, se je skozi prakso pokazal kot morda malo luknjast in smo nadgradili. Seveda, prednosti je veliko. Moramo imeti pa vseeno v mislih tudi to, kar je kolegica Maja omenila. Jaz bi tukaj poudarila ta čustveno-socialni vidik. Mene v bistvu še najmanj skrbi manjko znanja. Res, da je beseda mogoče izgubljena generacija težka in tudi nočemo, da se naša generacija identificira sama s sabo kot izgubljeno. Zato ne bi pravzaprav res take teže temu vidiku dajala, ampak vsekakor pa neke čustvene posledice bodo in tudi socializacije. Otroci prve triade so vsekakor premladi. Oni rabijo konkretne izkušnje v razredu. Rabijo videti učitelja, rabijo videti odzive učencev, se pravi, to je vse proces učenja. Če govorimo o učenju preko spleta, to so drugačne miselne funkcije. Druge kognitivne funkcije se tukaj krepijo kot pri učenju v živo in pri tem spletnem učenju umanjka prav ta socialni, čustveni vzgojni vidik. Tukaj pa se bojim, da bodo posledice. No, jaz imam sicer za vas pripravljenih še kar nekaj tem, ampak predlagam, da gremo kar k vprašanjem od naših gledalcev. Očitno je tema seveda zelo aktualna in zanima veliko ljudi. Učiteljica Tina Koritnik sprašuje, katere sistemske ukrepe in konkretno pomoč v številkah je izvedlo ministrstvo od prvega vala, razen navodil, da se šole in učitelji znajdejo sami, kot najbolje vedo in znajo. Gospod Orehovec, verjetno vprašanje za vas. Ja, hvala lepa za vprašanje. Zdaj, mi nismo dali nobenega navodila, da naj se šole in učitelji znajdejo sami.
kot se vedo in znajo. Ministrstvo je v sodelovanju z Zavodom za šolstvo ves čas in seveda tudi zdravstveno stroko ves čas ravnatelje šol torej na nek način suportiralo z navodili, kako se naj izvaja torej sam pouk iz tega zdravstvenega vidika in pa seveda tudi iz vidika poučevanja. Zdaj bilo je, kot sem že povedal uvodoma, skozi različne projekte veliko torej denarja namenjenega to, da se nabavi ta torej IKT tehnologija. Zadnji tak poskus oziroma akcija je bila konec leta v zadnjem mesecu, kjer smo na šole dobavili približno 3000 kosov te opreme. Seveda v skupnem znesku pa je to nekje okrog v višini 25 milijonov v zadnjih 9 mesecih. Kar se tiče navodil, kako poučevati, pa seveda na tem bdi Zavod za šolstvo in je v vsaki novi situaciji ves čas to počel. In tudi vsa ta izobraževanja, ki so bila tekom počitnic, kjer se je udeležilo več kot 20 000 učiteljev, torej nekateri so se celo udeležili različnih izobraževanj, so seveda generirana strani ministrstva, seveda v dogovoru z Zavodom za šolstvo. In pa tudi tukaj sodeluje Arnes, ki ves čas omogoča torej različna izobraževanja, kar se tiče tehnologije, uporabe tehnologije. In je bilo več kot 10 000 takih torej udeležencev teh izobraževanj. Skratka, mi ves čas skrbimo, da se to izobraževanje dogaja in pa seveda imajo učitelji na razpolago tudi po določenih področjih. Ravno sem dobil strani Zavoda za šolstvo, kjer je torej tukaj 24 različnih izobraževanj za različna področja, torej zgodovina, matematika, skratka predmetna, ki so na voljo v različnih izvedbah, tudi časovno, kjer lahko učitelji pridobijo določena torej izobraževanja na tem področju. Tudi Zavod za šolstvo je seveda na nek način med počitnicami dodelil, torej določil teme, ki bi naj bile nekoliko bolj primernejše oziroma lažje izvedljive v izobraževanju na daljavo, in tako so dobili tudi učitelji navodila to vrstna. Seveda so pa potem Zavod za šolstvo preko teh območnih enot in pa seveda tudi študijskih skupin za posamezna področja so njihovi svetovalci potem svetovali tudi posameznim učiteljem. Zdaj, če se kak učitelj mogoče tega ni udeležil, je pa to verjetno v manjšini. Jaz verjamem, da je večina učiteljev se tega udeležila in da so dobili seveda konkretne informacije. Se pa tiče tega, pa moramo vedeti, da na nek način so pa učitelji avtonomni znotraj same izvedbe torej učnega načrta. Ampak gospod Orehovec, tudi Irena Fank recimo sprašuje in ravno to je dejstvo. Pripravljene ste imeli 4 scenarije zapiranja oziroma odpiranja šol, pravi, da niste poskusili niti enega. Ja, tega vprašanja najbolj ne razumem, ampak mi, torej Zavod za šolstvo, mi v sodelovanju z ministrstvom smo pripravili eno aplikacijo, ki na nek način govori o določenih modelih, kako bi naj torej izobraževanje tekom tega šolskega leta potekalo. Mi smo začeli torej izobraževanje septembra z modelom B, potem se je pa zgodilo, da se je zdravstvena situacija v državi skokovito oziroma bi rekli trenutno spremenila, tako da prehod na model C, ki bi mogoče bil smiseln, če bi se šlo pač po
teh modelih nekako zaporedno, ni bil mogoč, zato smo prešli takoj na model D. Verjamem pa, da bo model C, ki govori o tem, da so šole delno odprte, delno zaprte, aktualen še v naši bodočnosti. Gospod Zver, ali bomo šolsko leto ponovili, sprašuje Adela Žigart. Mikrofon, prosim, vklopite. Hvala. Torej, jaz nisem odločevalec, ki bi lahko odločal o tem, ampak vendarle mislim, da bi bilo to popolnoma neprimerno. Nisem prepričan, da bodo standardi znanj povprečno dosegli isto raven kot prejšnja leta v normalnih časih, ampak vendarle o ponovitvi šolskega leta pa seveda to bi bila še večja izguba za družbo in za vse posameznike, če bi sprejeli tak ukrep. Ravno pri besedi Dragica Eržen sprašuje, kako bo v tem šolskem letu s programom Erasmus+. Torej pričakujemo, da bo tam že v začetku poletja v polni meri deloval. Torej zagotovili smo neke materialne podlage za to, da bo vključenost bistveno večja, kot je bila dotlej. Zdaj bodo morale nacionalne agencije pripraviti svoje programe, finančna podpora bo prišla z Evropske unije. To je eden najbolj uspešnih in prepoznavnih programov in tudi v tej fazi, v tej krizi so predsedniki držav in vlad uspeli zagotoviti skupaj seveda z komisijo pa s parlamentom dovolj denarja, da se bo ta razširjeni program Erasmus+ lahko resničil v popolnosti. Zakaj razširjeni? Dodali smo 3 nove pobude. Ena se imenuje Odkrivaj Evropsko unijo. Tukaj bo vsak, ki bo dopolnil 18 let, dobil zastonj vozovnico za vlak in bo lahko potoval in spoznaval Evropsko unijo in seveda širil svoje znanja. Potem druga velika iniciativa, ki je nova in vključena v program, so pa centri poklicne odličnosti. Tukaj je COVID kriza še najbolj prizadela ravno poklicne in strokovne šole, srednje šole, še zlasti v državah, kjer je bolj razvit dualni sistem in ki temelji tudi na delovni praksi. In ravno na tem polju delovne prakse so bile največje težave. No, zdaj z to inštitucijo, s centri poklicne odličnosti želimo poudariti pomen bolj kakovostnega, še bolj kakovostnega poklicnega in srednješolskega izobraževanja. No, tretja iniciativa pa so Evropske univerze. Kot vemo, situacija na ravni univerz v Evropi ni boljša, imamo 2-3 univerze, ki se lahko kosajo z najboljšimi na svetu, z azijskimi in ameriškimi, vendar je to daleč premalo, glede na to, da je vendarle Evropa domovina univerzitetnega življenja, ima bogato 1000-letno zgodovino in vendar se bodo morale Evropske univerze v okviru Bologna procesa veliko bolj modernizirati, da bodo lahko konkurenčne na najboljšem svetu. No, to so 3 velike iniciative, ki so zdaj vključene v Erasmus+, in jaz se veselim, kako se bo vse te realizirale v praksi v naslednjih 7 letih. No, morda še eno zelo zanimivo področje, kaj bo z dijaki poklicnih šol? Kaj bo študenti, ki pri študiju potrebujejo recimo laboratorije, oder, študenti medicine in tako naprej? Gospod Orehovec morda. Ali boste gospod Zver vi morda pokomentirali? Mislim, da je to vprašanje bolj za gospoda Orehovca. Okay. Ja, mi se zavedamo tega, da seveda določenih stvari ne da nadaljavo, predvsem na tem področju, ki je bilo pravkar omenjeno. Zato tudi intenzivno potekajo načini, kako to vseeno izvesti, če bodo še nekaj časa šole zaprte. Skupaj z zdravstveno stroko se dela na tem, da bi se, ko se bo seveda možno in čim prej vrnili tudi tako študenti kot dijaki v šole in bi bilo možno opravljati
te laboratorijske vaje oziroma prakso, ki se pač izvaja v šolah. Se pa seveda določen del prakse, ki se izvaja pri delodajalcih v tistih dejavnostih, ki so odprte, je seveda možno tudi sedaj, vendar pa seveda je to precej okrnjeno, moram priznati. Tako da razmišljamo o tem in upamo, da bomo to nadoknadili v čim hitrejšem možnem času po vrnitvi. No, danes z nami sicer ni nikogar od predstavnikov staršev, ampak gospa Reš, tudi tega področja verjetno ne gre zanemariti. Starši so najbrž izčrpani, a ne, in naveličani. Ja. Pri nas na Logoutu veliko delamo tudi starši. Seveda so primeri dobre prakse, so družine, ki v redu peljejo skozi to obdobje, so pa seveda družine, ki so v hudih stiskah. Enostarševske družine, ki so v hudih stiskah. In starši, predvsem mlajših otrok, ki seveda potrebujejo več pomoči pri delu za šolo, so izčrpani. In žonglirajo pravzaprav med svojim delom, med delom za šolo. Imamo primere, kjer tudi starši za voljo lažje izvedbe sami naredijo kaj namesto otroka za šolo. No, verjetno se strinjate, da je ta pandemija pravzaprav prinesla kar nekaj naukov, recimo vključevanje in enake možnosti tako z vidika dostopnosti kot z vidika kakovosti morajo biti v središču prihodnjih politik Unije na področju izobraževanja in usposabljanja, kaj ne, gospod Zver? Lahko prosim ponovite vprašanje? Nisem vas dobro slišal. Dejala sem, da je ta kriza veliko naukov pravzaprav prinesla. En od njih je recimo ta, da mora biti vključevanje in enake možnosti tako z vidika dostopnosti kot z vidika kakovosti morajo biti v središču prihodnjih politik Unije na področju izobraževanja in usposabljanja. No, zagotovo tudi na drugih področjih. Enaki dostop do izobraževanja je eno temeljnih načel, ki ga imajo visoko zapisani vsi izobraževalni in vzgojno-izobraževalni sistemi v Evropski uniji. In seveda Evropska unija in pa parlament s svojimi resolucijami nenehno spodbuja, daje priporočila, ne mora vladati ali pa sprejemati dekretov oziroma izvršnih odločb, sprejemati, ampak priporočila pa daje, zato ker so nacionalne države, kot ste že sami rekli, suverene na področju izobraževanja. No, vidite samo še to, mi večkrat rečemo vzgojno-izobraževalni sistem, torej dve komponenti. Šola je namenjena tudi vzgajanju, ne samo učenju. In morda je zdaj ta dimenzija nekoliko zapostavljena, ker pač težko mladim daješ neke osnovne vrednote in načela, ki so tudi življenjske pomena, preko mašine ali pa tehnike. Ko bo spet učenje v živo, bo ta druga dimenzija spet lahko bistveno bolj zastopana, kot je tokrat. Ampak nekateri so že v 90-ih letih, ki so bili predstavniki bolj liberalne strani, govorili, šola naj uči, družina naj vzgaja. Takšne delitve dela ne more biti nikoli, dokler imamo vzgojno-izobraževalni sistem. Tudi šola je poklicana za to, da vzgaja, ne samo izobražuje. In nenazadnje tudi, sedaj vidimo, starši tudi doma niso samo vzgojni dejavnik, ampak tudi pomagajo pri učenju. In to zelo veliko. Če starši se ne bi tako močno vključili v reševanje situacije, bi bilo seveda zelo slabo ali pa veliko slabše. Še posebej sem ponosen na učitelje, ki so zmogli, ki so se doizobraževali, da bi bili še bolj usposobljeni in uspešni in učinkoviti. Imamo generacijo mladih učiteljev, ki so vešči tovrstnih veščin, kolikor pa ne dovolj, pa je ministrstvo poskrbelo za to, da so se lahko doizobraževali in to med počitnicami, in to je hvalevredno. In čestitke, kar se tega tiče. No, glede na to, da se naš čas počasi izteka, bi vseeno vse vas 4 sogovornike prosila še za nekakšno zaključno misel, pa morda gospod Zver, kar vi nadaljujete, se pravi, kako, oziroma zaključno vprašanje, torej, kako čim bolj omiliti posledice te krize in kako pravzaprav zmanjšati razlike?
Posledice krize lahko omilimo tako, da maksimalno izkoristimo resurse, ki jih imamo na voljo v dani situaciji, ne. In seveda to so znanje in izkušnje učiteljev. Tukaj ministrstvo oziroma vlada ali pa državni aparat kot tak ne more biti rešilna bilka, oni lahko pomagajo. Ključen človek je učitelj v celotnem sistemu in njegova pripravljenost, motiviranost in sposobnost za opravljanje naloge. Ne, pa tudi, moram reči, tudi starši so zelo pomembni, ne smemo jih potiskati stran od izobraževalnega procesa, ampak jih tudi starši maksimalno vključiti v celotno zgodbo vzgoje in izobraževanja. Torej, tiste resurse, ki jih imamo, in to jih imamo dober človeški kapital Slovenci, je treba tudi na področju vzgoje in izobraževanja maksimalno izkoristiti, ne? In to so ljudje. Gospod Orehovec, morda še vaša zaključna misel. Kaj boste vi naredili za blažitev teh posledic krize? Ja, jaz bi se s tem, kar je gospod Zver povedal, strinjal. To je zelo pomembno. Seveda, zdaj mi bomo takoj, ko se bodo učenci vrnili v šole, bomo na nek način naredili posnetek stanja in seveda tem bomo takoj pristopili na eni strani, kot sem že tudi uvodoma povedal, torej v delu, kjer bomo morali pokrpati znanje, ki pač je v tem času morda izostalo, in na drugi strani se bomo torej dali poudarek temu psihosocialnemu vidiku samih otrok. Seveda pa je treba vedeti, da bo to naša prva prioriteta, da se recimo ta zgodba, ki smo v njo na nek način nehote pahnjeni, da bomo tudi pristopili k temu, da se to sanira. Skratka, tukaj bodo pa, tako kot je že bilo rečeno, v veliki meri doprinesli tako svetovalni delavci na šolah, kot pa tudi učitelji in pa seveda starši, ki so bili že zdaj v veliko pomoč pri samem izobraževanju. Torej bi se na koncu zahvalil vsem, tako ravnateljem, učiteljem in tudi staršem in pa seveda dijakom, učencem, da na nek način to situacijo, ki je nenavadna za šolski sistem, na nek način, na ta način, kot ga dostojno in dostojanstveno prenašajo. In si želim, da se čim prej vrnemo vsi skupaj v šolo. Nimate pa načrtu nič kaj konkretnega, kot je recimo ponovitev šolskega leta, kot je rekla ena od gledalk? Ja, ponovitev šolskega leta, da o tem ne razmišljamo in mislim, da upam, da tega ne bo treba. Mislim, da poteka sam učni sistem, torej izobraževalni sistem po učnih načrtih. Je res, da mogoče ni 100%, ampak je še vedno v tej fazi, da se bodo vsa znanja torej normalno, tudi potem, ko se vrnemo, torej bodo jih deležni učenci. Maja Kalin, kako bi po vaše čim bolj omilili posledice te pandemije in seveda zmanjšali razlike, ki so se pokazale? Meni se predvsem zdi, da je na tej točki potrebna pomoč vsem akterjem, se pravi tako šolam, z organiziranjem pouka, se pravi, da mora biti smernice bolj enotne in tudi bolj konkretne, zaradi tega, ker se šole velikokrat znajdejo v položajih, ki jih nekako ne znajo rešiti. Poleg tega pa tudi pomoč profesorjem, se pravi z raznim usposabljanjem na področju digitalizacije, pa tudi dejanskemu predajanju znanja v takih razmerah in pa seveda konec koncev tudi pomoč dijakom. Tukaj mislim na področju izobraževanja in hkrati tudi na področju duševnega zdravja, se pravi, da so razne iniciative tudi do njih, kako bi dejansko jim lahko pomagali, da bi bolj kvalitetno prejeli znanje in ga lahko tudi v prihodnosti pokazali. Sploh pa najbolj pomembno, da se nekako realizira prioritete, se pravi, da predvsem tukaj mislim vračanje v šolo, se pravi, da je to prioriteta, kakor sem že prej poudarjala, in da lahko pol v skladu s tem naredimo tudi raziskave in evalvacije pouka nadaljavo in mogoče, kje so kakšne problematike dejansko na terenu se pojavljajo, ki jih je treba razrešiti v naslednjih fazah izobraževanja. Gospa Reš, še z vašega vidika, ali je oziroma bo možno popraviti škodo, ki nastaja in seveda kako? Ja, jaz tukaj seveda kot psihologinja apeliram na
takojšnjo povečanje intenzivnosti psihosocialne pomoči. Recimo tukaj so šolski svetovalci, pedagogi, ki lahko tem otrokom, rizičnim otrokom, otrokom v stiski bolj pomagajo, in tudi po vrnitvi v šole bo tukaj potrebno bolj intenzivno delati. Zdi se mi zelo pomembno, da se uvaja preventiva zasvojenosti s spletom, da se IKT kompetence uvajajo v vse predmete, se pravi, to bo tudi v nadaljevanju potrebno, verjetno tudi neke pozitivne izkušnje dela nadaljavo se bodo prenesle tudi vnaprej, ko bo to obdobje mimo. In tukaj se mi zdi, da lahko naredimo veliko pri krepitvi konstruktivne rabe naprav. Otroci, mladostniki naprave uporabljajo za zabavo. Ko odprejo Word, se hitro zatakne, če malo karikiram. Se pravi, konstruktivna raba, IKT kompetence, otrok, mladostnikov in tudi učiteljev. Dela bo veliko. Če torej sklenemo, pandemija je priložnost za temeljit in ponoven razmislek o prihodnosti izobraževanja in seveda za hitro ukrepanje. Verjetno se strinjate z mano, spoštovani sogovorniki, in hvala za vaša pojasnila in stališča. Hvala vam. In hvala seveda tudi vam, da ste nas spremljali. Že zdaj vas vabim k ogledu spletne razprave v zadnji petek januarja, torej 29. Tema bo digitalizacija in umetna inteligenca.